Prišli ste tako rekoč naravnost iz prve seje vlade, ne? Drži. Pravzaprav ni trajala dolgo, to pomeni, da ste bili že dogovorjeni pred to sejo? Kot uigrana ekipa, verjamem, da bo ta vlada tudi tako učinkovita v bodoče. Vidim tukaj, je prišlo sporočilo iz vlade, ki je precej dolgo, to so vse kadrovske menjave. Lahko pa veste, katere menjave ste predlagali vi na vašem področju? Ja, zdaj, kar se tiče področja Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, je bilo pač nekaj menjav od notranjih ljudi organizacije, državna sekretarja, dva nova, potem pa tudi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Zakaj? Imamo novega direktorja. Ja, gledajte, vsak minister si pripelje pač svojo ekipo. Jaz sem na to področje za gradnjo in obnovo, vzdrževanje državnih cest imenoval izkušenega strokovnjaka, gospoda Nejca Vesela. Potem pa prišlo do menjav tudi v dveh družbah na Elesu. Energetske, ne? Pa tudi v Borzenu. Zakaj? Se pravi, tukaj je vlada skupščina, za Borzen iz znanih razlogov. Ne vem, če ste opazili, ampak v preteklosti, tudi nedavno, je bilo okrog Borzena vrsto negativnih novic, tudi afer glede posojanja denarja, finančnih tokov. Med drugim pa še vedno visi v zraku ta shema pri Borzenu glede obnovljivih virov energije, podjetja, naprimer Star Solar, vlasti predsednika vlade Roberta Goloba, in tako dalje. Zato zaradi teh političnih povezav s prejšnjo vlado? Ne gre za politične povezave. Gre za to, da pač vsaka vlada je prav, da tam, kamor ima skupščino, ima tudi odgovornost in potem pač logično je, da predlaga oziroma da imenuje tam, kamor ima odgovornost, pač ljudi, ki so za to usposobljeni. Se pravi, kakor vidimo tukaj, torej Borzen in Eles, gospod Andrej Ribič, boste predlagali tudi njegovo zamenjavo na čelu Darsa? Glejte, zdaj minister pristojen za infrastrukturo ne more zamenjati predsednika uprave Darsa. Niti ne vlada, ampak Slovenski državni holding je tisti. Naj pa v bistvu ljudje sami danes presujajo, kako je učinkovita zdajšnja uprava Darsa, glede na to, da za kratke razdalje po avtocestnem križu v bistvu potrebujemo ure in ure in da se jezimo tudi nad temi izjavami, ki jih je sam predsednik uprave Darsa, gospod Ribič, dejal, jih poudarjal, da so v bistvu vozniki, objestni vozniki krivi za zastoje. Jaz trdim drugače, da ljudje niso nič krivi, ampak še kako so potrpežljivi, glede na to, kako Dars obnavlja. Rekli ste na vaši predstavitvi, da bodo od petka, se pravi od imenovanja nove vlade, delali pri Postojni, vsaj pri Postojni, kjer je ta najhujši zamašek tudi po noči. Sporočili so iz Darsa, da bodo dejansko delali po noči, ampak hkrati so tudi sporočili, da približno 28% vendarle delajo po noči, da pa delajo na strokovnih podlagah in ne več, da ne morejo delati več. Vas to prepriča? A ste govorili z njimi, da je prišlo do te odločitve, da ravno v petek zvečer bodo delali po noči? Glejte, jaz sem v bistvu to napovedal na zaslišanju kot kandidat za ministra. Danes sem ponovil, da je potrebno delati po noči, da je potrebno več delati. Dars ima pogodbe z izvajalci, ki morajo izvajati delo na avtocestnem križu in piše v pogodbah zelo jasno, ves svetov dan dneva. Pa vas vprašam, ko gremo min gradbišča ob 7 zvečer, pa danes je ob 7 dan, so dolgi dnevi, pa nikjer ne vidimo, da se bi karkoli kaj gradilo. No, to se zdaj z mano spreminja se, da se bo delalo tudi po noči in lahko povem, da sem govoril tudi direktno z nekaterimi izvajalci, ki so na to pripravljeni delati po noči, izvajati dela po noči. Sem verjetno dražje, verjetno več denarja za to, ne? Absolutno gre za to več denarja. Pa vas vprašam, koliko denarja pa gre za to, da ure in ure ljudje stojijo v gneči, koliko denarja gre za to, da je tam ujeta vsa slovenska logistika, tranzit in vse ostalo? Lepo vas prosim, avtoceste je treba obnavljati, ampak hitreje in bolj učinkovito. In zato imamo vso infrastrukturo, tudi gradbeno stroko in izvajalce in lahko rečem, da sem z njimi govoril in so pripravljeni, da naprimer pri Postojni začnejo dela po noči ob 10 zvečer, se pravi, in potem tudi en premostitveni objekt, tako so napovedali, bi se potem gradil tudi v sredo zvečer, na četrtek potem, se pravi, čim prej želimo odpraviti zastoje, ki so v bistvu danes rak rana na naše avtoceste. Ta problem cene bi potem rešili, ker vemo, da je tudi to problem, vsi projekti so predragi. Glejte, mi smo jasno zapisali koalicijsko pogodbo in to bo tudi
dejstvo vnaprej. Vsi razpisi bojo bili opremljeni z enim stavkom, da ni samo cena ključna, ampak tudi rok izvedbe. To je pa še bolj pomembno in zraven dodajam delo po noči. Gradbeni izvajalci se morajo temu prilagoditi. Eno vprašanje, ki izhaja iz vaše predstavitve tudi, veliko dvomov je, da ne boste izvajali aktivistične zelene politike, ste rekli. Nekateri vidijo tukaj razliko med tem, kar ima Nova Slovenija zapisano v programu in se sprašujejo, ali boste ustavili državne projekte vetrnih parkov. Je to sprememba politike na tem področju zelenega prehoda? Zdaj, zeleni prehod oziroma varovanje okolja je potrebno. Absolutno. Prihajamo pa pri tako imenovanem zelenem prehodu v nek žep. In sicer, ko se zdi, da vrsto stvari, ki jih imamo tudi zapisane v zakonodaji, so popolni nesmisli. In sicer mi moramo zgraditi slovenski energetski sistem, naprimer, da bo robusten, da bo učinkovit in da lahko imamo mi energetsko neodvisnost. Samo z sončnimi elektrarnami, vetrnicami ne moramo imeti energetske neodvisnosti. Ampak tudi z njimi verjetno, ne? Nihče tega ne izključuje. Ampak, kaj je pomembno? Pomembno je, da sočasno, ko recimo vlagamo ali pa se gradijo sončne elektrarne, da se tudi zagotovi dovolj hranilnikov. Kaj ti sicer sami veste, da ta letni net metering, ki ga imamo zdaj, da v bistvu ljudje to pokrijo na letni ravni za okrog 30 milijonov evrov. Dobro, še nekaj vprašanje politično. Vemo, da so bile težave, zato ker SLS ni dobil, precejšnje razočaranje v vrstah SLS-a, ki niso dobili svojega ministra v vladi. Kaj se je zgodilo, kje se je zapletlo in na kakšni točki so zdaj odnosi? Odnosi so odlični, to lahko rečem. Tik prej sem prišel vas tudi, jaz sem govoril tudi s predsednico Slovenske ljudske stranke. Zdaj vlada niso samo ministri, ampak je vrsto drugih še funkcijo državnih sekretarjev naprej in lahko rečem, da trojček NSi, SLS in Fokus, ki je bil izjemno uspešen in se zahvaljujem članom in članicam tako SLS-a kot Fokusa, bo nadaljeval s svojim delom tudi v Državnem zboru in tudi v vladi Republike Slovenije. Sprav bodo predstavniki dobili svoja mesta tam. Tako je, absolutno. Samo še to vprašanje, ker je zbudilo veliko pozornosti in ni iz vašega področja. Umaknjena je bila v 20 minutah zastava Palestine. Kakšno je vaše mnenje o tem? Potem, ko je vlada prišla na Gregorčičevo? Kot pravilna odločitev.